Pevci cerkvenega pevskega zbora svetega Jakoba pri kamniških frančiškanih so se odpravili na pevsko gostovanje v Železno Kaplo. Tam so v župnijski cerkvi svetega Mihaela najprej sodelovali pri dvojezični nemško-slovenski sveti maši, po maši pa so predstavili še nekatere druge cerkvene pesmi.
Pevce iz Kamnika je pozdravil tudi župan Železne Kaplje Franc Jožef Smrtnik. Poznam nekateri, zato vam pa želim lepo bivati tukaj v tej veliki Železni Kapli. Kot veste, to je ena največjih občin, tudi Kamnik je ena velikih občin in smo zelo ponosni, ker radi prepevamo, kaj nekaj povezuje ljudi, ne samo v občini Železna Kapla, temveč tudi preko meje, kar je še posebno razveseljivo. Zelo smo seveda tudi izkušali v naši državi vedno boljše in da je razumevanje vedno boljše in da vsi zavedamo, da kje so naše komunine in da učijo se otroci tudi slovensko vodstvo pri nas in to je tudi velika upanje za bodočnost. Želim vam še lepo bivati v Železni Kapli in še lepo kulturno užitje. Po koncertu pa je župan odgovarjal na nekatera naša vprašanja. Z nami je župan Železne Kaplje, ki smo ga intervjuvali pred enim letom in pol, ko je komaj bil izvoljen za župana. Kako ste se pa zdaj kaj uvedeli po enem letu in pol, kako ocenjujete vaše županstvo? Kar dobro sem se uživel, seveda ni vse tako enostavno, kot čas gleda, ampak mislim, vsaj počasno veliko zraven naučiš in veliko novega spoznaš in tudi lahko veliko za občino in tudi za slovensko narodno skupnost narediš. Tudi v Kamniku smo pred 14 dnevi dobili novega župana, ki je, kot smo ugotovili, znan tudi izven meja, ne samo Kamnika, ampak tudi države Slovenije. Tudi v Avstriji ga poznajo, tudi vi ga poznate, a ne? Tudi jaz ga dobro poznam in bi rad iz tega mesta iskreno čestital k izvolitvi za župana. Dragi Marjan, ponosen, vesel sem, da si zmagal, ker tudi ti si en zelo kulturen človek, veliko naredi za ljudi in zelo tudi uspel. Želim ti v tvojem županovanju veliko veselja in sreče in pri tvojem humorističnih vlogah pa tudi veliko uspeha. Pa boste kaj bolj sodelovali zdaj, Kamnik pa Železna Kapla? Sem prepričan, da, ker zdaj se še bolj poznamo in bomo sigurno tudi na kulturnem, političnem in gospodarskem področju še bližje začeli sodelovati. Po maši in koncertu pa je v župnijskem domu sledila krajša pogostitev, kjer so pevci zapeli tudi nekaj slovenskih narodnih pesmi. Povprašali pa smo tudi gostitelja železnokapelškega župnika. Nam lahko poveste, koliko župljanov je tukaj v Železni Kapli oziroma katere fare oziroma kraje pokriva ta fara? Torej, faranov je približno 2000 in je to kraj občina Železna Kapla in jaz sem še pristojen tudi za Rebrco, tam, kjer imamo mladinski center, pa tudi za obisko. Seveda mi vsako soboto, nedeljo en gospod Drago iz Ljubljane pomaga, ker to drugače bi časovno ne šlo. Dopoldan nedeljski ni tako dolg, da bi vse to zmogli. In kako pa potekajo maše? So v slovenskem in nemškem jeziku? Ja, mi imamo v sobotah nedeljsko mašo dvojezično, ob nedeljah pa ob 9 nemško, 10 pa slovensko. Danes seveda, ko je gostovanje zbora, imamo pa eno in na to so farani vabljeni na farno kavo v farno dvorano. To imamo vsak mesec enkrat, da se vsi lahko srečamo in na to še malo pogovorimo tudi v farni dvorani. Koliko procentov recimo pa je tukaj Slovencev oziroma slovenskih vernikov? Je več kot nemških ali je približno izenačen?
saj veste, številke to so vedno, Približno. Je vedno težko. Na vsak način že dejstvo, da imamo slovenskega župana, je znamenje za to, da je pri nas ta naš jezik zelo še prisoten. Mislim, da je železna kaplja znamenje za to, da se da skupno živeti, skupno praznovati in da se ljudje tudi tukaj drug drugega spoštujemo in da tudi ob skupnih prireditvah izrazimo tisto, kar je tako važno, mislim, v tem današnjem času in v tej globalizaciji.